Iz ljubljanskega studia 136 to bodo še ene vesti na vesti. Slovenska košarkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu premagala Hrvaško, potem pa izgubila proti Srbiji in včeraj še proti Grčiji ter osvojila 4. mesto. Valjda, mi smo zmer 4. Čestitke vsem slovenskim košarkarjem. Odlično so se borili. Spomnimo se samo malo nazaj. Hrvati so danes sledili s 13 točkami. Zdelo se je, da je slovenska reprezentanca tokrat zopet blizu tistemu usodnemu četrtfinalnemu porazu. Zvidela tega navijača? Jo. Čuden je, veš? Ja, ga poznaš? Mislim, poznam. Tako, da sem ga parkrat videla takole na TV-ju med tekmo, ko so ga pogledali. Ne vem, za koga to kažejo, mater. To je, ne vem, no. Tako, zaustrašati se je, no, mislim, tazga človeka. Jaz na ulici, priznam, bi se ga ustrašila, no. Ampak bravo, fantje, ne, ste dokazali, da se tudi s sklonjenimi glavami daleč pride, ne, zdolc style, ne, pa to. Ok, pejmo. SLS je začela zbirati podpise državljanov v podporo morebitnemu referendumu o vstopu Hrvaške v EU. V Ljubljano sta iz tega razloga prišla Joško Joras in Marjan Podobnik in doživela neljube težave s slovensko policijo. One dva tuta, kaj policistke so zanimale dovoljenja za postavitev stojnice. Na koncu je bilo vse v redu in Marjan Podobnik nam je lahko povedal, zakaj so se zbrali. Nikoli nismo bili in tudi danes nismo hlapci. Danes smo za referendum, za pravično mejo. Nikjer ne piše, da bi morali biti talci neodločnih politikov. Da morajo biti oni v službi naroda, pa piše v ustavi. Za referendum, za pravično mejo. Torej, za to gre. Vlada še vedno razpravlja o zamrznitvi rasti pokojnin. Predsednik Desusa, Karel Herec, je ob tem spomnil na upor zaposlenih v Gorenju. No, ta situacija nas zelo skrbi. Mislim, da je to resno upozorilo, da v bistvu ni več prostora, da bi omejevali socialne pravice, plače. Mi se kot stranka Desus tudi bojimo, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi v populaciji upokojencev, če se bo njihov položaj bistveno poslabšal. Hvala lepa. Se pravi, napovedujete, da bi lahko tudi upokojenci šli na ulice? No, če bi šli v zamrznitev in se bi njihov položaj bistveno poslabšal, tudi to lahko se zgodi. Glede na to, kar vidimo, kaj se je zgodilo v Gorenju. Zaradi nepravilnosti v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, ko je bil njen direktor Iztok Podbregar, je bilo, kot smo že poročali, vloženih kar 11 kazenskih ovadb. Ovadbe je po zaprti seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb komentiral njen predsednik, poslanec SDS Andrej Vizjak. Seznanili smo se tudi z porevizijskim poročilom, iz katerega lahko povzamem, da so praktično vse nepravilnosti zadovoljivo odpravljene, torej je Sova na nek način sanirana. Seveda pa ostajajo te grehi iz preteklosti, ki jih pa ni malo in so težki. Gre za izjemno neskrbno ravnanje z denarjem davkoplačevalcev in seveda sum storitve, kot pravim, kar 11 kaznivih dejanj. Gre za razpolaganje s tem tako imenovanim črnim fondom, gre za nabave določenih seveda čisto določenih daril, gre tudi za konkretne številke v denarju, kar lahko ocenim na zelo velike vsote. Začeli so podirati del cukrarne. V prenovljeni del se bo preselila uprava Ljubljanske mestne občine, pokrajinske uprave in upravne enote Ljubljana. Hkrati s prenovo pa so začeli tudi z gradnjo novega mostu čez Ljubljanico, ki bo povezal notranji mestni obroč. Dela naj bi bila končana do konca prihodnjega leta. Okoliški prebivalci pa so zadovoljni. Se mi zdi, da bi že prej lahko ukrepali kaj. Tako je moje mnenje, ne vem, pa tudi naših sosedov jih tako. Ob tednu mobilnosti so v centru Ljubljane predstavili projekt Civitas Elan. Med drugim so mimoidoče spraševali, ali se strinjajo, da bi zaprli za promet Slovensko, Rimsko, Slomškovo in Cankarjevo cesto. Čak malo, kaj pol, vse zaprli ali kaj? Kedoviča ali kaj? Vse.
kje ba parkirala? Kjer? Kolo boš imel? Ne, kolesa, no. Kako bi se počutili, če bi dejansko bil tako promet zaprt? Tu je recimo prikazan bodoča ureditev, bodoča podoba, kako bi to izgledalo. Potem recimo na tej fotografiji je prikazana Rimska cesta, univerzitetna pot, kako bi naj izgledala. Potem na tej fotografiji stara elektrarna in Slomškova cesta v Ljubljani. In potem tukaj zelena os Cankarjeva cesta v Ljubljani. To so torej neke predlogi za prihodnje. Katera je pa še tale na koncu? Mislim, da je... To je pa Slovenska cesta, ki smo tudi že videli. Se pravi, zgornji del, to je pa centralni del pri nami. Tako je, to je pri del pri nami. Če lahko samo malce približam, da vidim v bistvu, kaj ponuja. Se pravi, ponuja drevesa, v bistvu neko zaporo ceste v smislu, da vozijo samo avtobusi, in da je tlakovana. Tako, v bistvu primerna za pešce, predvsem pa tudi kolesarje, torej promet, ki se dejansko promovira v Evropi, torej čist promet, ki ohranja čisto kakovost zraka in čista mesta. Vabilo na tek za upanje, Mojca Senčar. Slovensko združenje za boj proti raku dojk Evropa Dona letos v Ljubljani že 6., v Mariboru pa 3., 26. septembra prireja tek za upanje. Kakšen je ta namen tega teka? Namen je, da bi povečali osveščenost o raku dojk, razbijali tabuje o raku, ljudi navajali na to, da zdravo živijo, da se družijo med seboj, pa še nekaj. Vedno ima tak tek in hoja tudi humanitarno noto. Vse prispevke, ki jih na ta način zberemo, potem podarimo bodisi za razne aparate ali pa za kakovostnejše življenje bolnikov med zdravljenjem. Tako da prvič smo zbirali denar za Mamotom, za različne druge aparate v Ljubljanskem in Mariborskem kliničnem centru in letos zbiramo za opremo sobe za kemoterapijo. Kaj Evropa Dona je? Slovensko združenje za boj proti raku dojk povezuje zdrave in bolne, moške in ženske v boju proti raku dojk, skrbi za to, da bi čim več vedeli o zdravem načinu življenja in bi se tega tudi držali. Namreč skrb za zdravje je naša dolžnost. Pridružite se nam v hoju ali teku na 2, 4, 6 km v Ljubljanskem Tivoliju ali Mariborski športni dvorani. Veseli vas bomo, poskrbeli boste zase in pomagali drugim. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Za vikend je bilo kulturno dogajanje pestro. Tudi iz gledališča delujejo s polno paro, mi pa smo si ogledali zloglasno avstrijsko predstavo Gostišče Fricelj v okviru festivala Exponto. Sie sind der Täter und wir sind das Opfer, es ist im Theater dasselbe. Das heißt, vse skupaj obrnili, vi ste tak, mi smo žrtve. Wir spielen jetzt Zuschauer und Sie sind jetzt die Schauspieler, die Zuschauer spielen. Vi ste sedaj igralci, ki igrajo publiko in mi smo publiko. Das Wein fährt an, erst einmal nehm ich die Pfanne, schmier mit Fett sie tüchtig aus, dann nehm ich die Hände von dem Weppel aus dem Fett. V sklopu Mars Ljubljana Zagreb Trans Europe festivala so v Križankah nastopili Morso, Vatra, Ice, TBF, Letri in Ilvi Jackson. 3-dnevni festival, katerega osnovna ideja je povezati dve mesti z glasbeno ustvarjalnostjo, se je začel v zagrebški tvornici kulture. Še vreme? Daj smo ramitno. Kaj, povej vreme.
Ja, moram iti, no. Kam? Ja, tja. Najlepši. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile ponedeljkove vesti na vesti. V ponedeljkih imamo malo manj domišljije, zato so toliko bedne. Ajde!